Ahoj, Živijo. Davor in Andraž, Desvitec TV in danes pa vas za vas nov zabaven tip naprave, ki ga še nismo nikoli prej testirala na tem kanalu. In sicer je to Samsungov DLP LED Freestyle projektor, o katerem ste sigurno že videli vsaj kakšen oglas ali pa video na internetu, da splošno pa je v njem slišati sam lepe besede. Ampak ali to drži, ali je večinoma samo hype okoli te naprave, ker je pač nekaj malo drugačnega. Pa lahko ta stvar nadomesti normalne TV-je. Ostanite z nama, da boste zvedeli. Samsungu Slovenija pa se res iskreno zahvaljujeva, da nam je posodil to napravo za oceno. Midva pa sva nahajpana, če se vi naročite na tale najin kanal in naj spremljate na vseh spodaj označenih družbenih omrežjih. Še posebej sva vesela, ker se v zadnjem cajtu zelo povečalo najino število followerjev na TikToku, tako da bote cari in se naročite za še več kontenta. Pa se dajmo pogledati tale naš projektor. Video so ga dobila v embalaži za ocenjevalce, tako da je bil unboxing zelo simpel. Notrej sva poleg projektorja dobila še USB-C kabel za polnjenje in polnilec z USB-C vhodom, uporabniška navodila ter majhen in zelo lahek daljinec za upravljanje, ki zelo spominja na Andražovega za njegovo Samsung TV ali pa Googlovega za Chromecast. Edina malo manj dobra lastnost tega minimalizma je, da je marsikatera nastavitev zaradi tega skrita v meniju z nastavitvami na Tizenu, namesto da bi do nje dostopali enostavno prek tega daljinca. Sam projektor je pa sicer zelo lep in minimalističen, tehta vsega skupaj 794 gramov in to skupaj z temle stojalčkom. Slednje je tudi ena izmed najboljših njegovih lastnosti, saj zaradi tega stojala lahko projektor poljubno nastavljate pod katerim koli kotom do 180 stopinj in ga lahko celo usmerite v strop, da lahko vsebino gledate čisto lepo zdeknjeni na hrbtu. Valjda to sicer lahko načeloma naredite tudi z vsakim projektorjem, ampak redko kateri to naredi tako elegantno, pa nezahtevno kakor freestyle, ker ga samo zasučeš, brez da bi rabil kakršnokoli podporo. Projektor je minimalističen tudi po številu vhodov, saj ima vsega skupaj samo dva. Enega za mikro HDMI in ta druga za USB-C. Edina stvar, ki jo ima še zraven, je stikalo za mikrofon. In to je to, ker je po svoje dober in slabo. Ampak več o tem v nadaljevanju. Ta projektor je torej idealen, da ga vzamete na pot, saj zavzame malo placa, ni še ne toliko, kar malo večja pločevinka, je lahek in svojo barvo se lepo vklopi v večino interjerov. Edina stvar, ki nekako omejuje njegovo prenosljivost, je to, da nima vgrajene baterije, kot ga morate zmeraj imeti priklopljenega na kabel, ampak zato je verjetno sploh toliko lahko majhen, ker nima baterije noter. To težavo sicer lahko rešite tako, da ga polnite s powerbankom, ampak ta powerbank mora izpolnjevati določene lastnosti. Njegova izhodna moč mora biti 50 W, napetost pa 20 V. To v praksi pomeni, da ga lahko polnite s powerbankom, s katerim lahko filate nek laptop, ne morete ga pa filati z običnimi powerbanki za pametne telefone, ker ti ponavadi pač nimajo dosti napetosti noter. To pomeni, da boste se mogli verjetno še dodatno skeširati za en tak powerbank, če ga tako hočete uporabljati. Ok, ta projektor izgleda zelo lepo, sam a je tudi kvalitetna naprava. Odgovor na to nam dajo speksi. Samsung pravi, da freestyle projektor doseže maksimalno svetlost 550 NC lumenov, kar sicer ni slabo, samo morate se pa zavedati, da ga boste lahko uporabljali samo v zatemnjenem ali pa čist temnem prostoru, ker na prostem ni šans, da boste karkoli videli. Mimogrede, če ga boste uporabljali pri polni svetilnosti, vam bo prenosna baterija v velikosti tam do 21.000 mAh požrl v uri in pol. Dobra stvar pri freestylu pa je to, da projicira precej kvalitetno sliko, ki res da ni toliko svetla kot marsikatera konkurenčna, je pa zaradi mnogih možnih nastavitev vsaj barvno natančna. In nastavitev imate res veliko. Vmes najdete s to kompenzacijo meglitve gibanja, pa razne ojačevalce slike. Lahko določite white balance, esence, barvni ton in tako naprej. Freestyle drugače sliko projicira v razmerju 16:9 in največ celo do 254 cm diagonale, kar je veliko in pride zelo prav, če imate doma veliko steno in lahko nekako ustvarite svoj mini kino. Freestyle projektor prav tako ustvari dober zvok, če upoštevate dejstvo, da ima samo en 5-vatni zvočnik, s 360-stopinskim sistemom. Je pa res, da če boste hoteli imeti projektor z res glasnimi in visoko kakovostnimi zvočniki, pol freestyle projektor glih ne bo za vas. Večji bo. Pod črto, zvočnik je torej dober, glede na to, da je en sam, ni pa to njegova najboljša lastnost. Pa da je majhen projektor. Če se vrnemo pa nazaj na porte, dejansko imate samo en port,
to je micro HDMI, ker se USB-C uporablja samo za pilot projektor, tako da najbolj, da se nanj povežete brezžično s kjerkoli napravo. Tudi sicer mislila, da je bil to Samsungov namen, ker micro HDMI je ful neobičajen port, ki se ga redko kje sreča. Tako da bi vsem želela, da bi Samsung nam dal več vhodov, saj običen HDMI, pa še kakšen dodaten USB-C in vhod za slušalke. Dobra stvar je ta, da Samsung podpira brezžično projiciranje svojih naprav preko SmartThings 2.0. Funkcije iz Androidnih naprav lahko projicirate prek Screen Mirroringa, podpira pa celo Apple AirPlay, kar je pohvalno. Se pa sigurno niso pritoževala nad poravnavanjem slike, ki ga Freestyle izvede zelo dobro. Če imate poševno sliko, jo namreč naprava hitro poravna s kistom funkcijo, tudi če je nek neraven teren. Freestyle zelo dobro avtomatsko izostri tudi nejasno sliko, čeprav svoja midva velikrat še zmeraj dodatno izostrila po nekih svojih željah, da se nama je res dela tako dobra, kot so pač hotela. Kar se tiče uporabniškega vmesnika, gre za Samsungov operacijski sistem Tizen 6.0, ki vam bo zelo znan, če imate Samsungovo TV. In torej ne gre za Android TV, ki ga ponavadi najdemo naloženega pri večini konkurentov. Tizen nama je všeč, ker je pregleden in kompatibilen z veliko appi, sploh z Netflixom, ker ni lih samoumevna stvar, ker pri dosti projektorjih mora Netflix tako politiko upeljati, da za vsak projektor odobri svojo aplikacijo. Je pa res, da tudi Tizen je idealen, ker na njem recimo ne boste najdeli aplikacije za T2 TV ali pa Telekom TV, boste pa najdeli recimo EON od Telemacha, Voyo, HBO Max, ki so ga midva največ uporabljala, tako da lahko vedno in kjerkoli praktično pogledate svoje najljubše serije in filme, kot so Friends in mnoge druge klasike, ali pa tudi na Voyu lahko pogledate kakšne slovenske, kot je recimo Ja, šef, ki je trenutno ful popularen. Nekateri uporabniki sicer tudi poročajo, da jim Tizen malo šteka, ko ga uporabljajo, nama ni, tako da midva se nimava kaj za pritoževati, ker je bila za naju to kar precej gladka izkušnja. Edinkrat, da nama je legel, je bilo, ko so prek AirPlaya projicirala iz MacBook Proja od kolegice, tam je res ful štekal. Zanimivo pa je, da ko so projicirala iz mojega MacBook Aira, pa teh problemov sploh ni bilo. Tako da pokazati tega ne morava, ker tistega nažalost nisva posnela, ampak lahko pride do takih težav. You're laughing too hard at that. Projektor je tudi dokaj tih, kar je sicer značilno za prenosne projektorje, ampak tudi če boste na polno predvajali na njem, vas ne bo motil, ker ni to glasen projektor, boste pa definitivno začutili, da se bo začel segrevati, ko ful predvajate, saj se res konkretno segreje in ko boste gor dali roko, vas bo kar bolelo. Freestyle je prav tako primeren za igranje iger, ker ima relativno majhno zakasnelo slike, zraven jo istočasno izravnava, podpira pa tudi polno ločljivost. Ne, latenca ni toliko majhna, kakor pri profesionalnih igričarskih monitorjih, daleč od tega, samo še zmeraj je pa dovolj dobra, da lahko igrate na njem špile s frendi brez problema. Pa še na ful večji projekciji. Pa če se sprašujete, kaj je ta pokrov za objektiv? Ni sam pokrov za objektiv, ampak je neka ambientalna svetilka, ki jo lahko naredite tako, da pokrov date čez projektor in se pol igrate, da naredite ambientalno svetlobo. Žal tega na videu nisem mogla najbolj pokazati, ampak iskreno, midva še vse mislila, da se vam bolj splača kupiti pravo LED luč za ambientalno svetlobo, ampak če vam je na voljo in se vam mudi, lahko na ta način pričarate seksi ambientalno svetlobo, če veš, kaj mislim. You know what I'm saying? Again, I do know what you're saying. In na koncu pridemo do cene. Zdaj ne bova lagala, Freestyle projektor je precej drag in okoli tega ne moramo kakorkoli stvari obrnemo. Zanj boste mogli dati 1000 evrov in to ni malo denarja, sploh zato, ker podobne funkcije ponuja tudi konkurenca in to samo za pol cene. V tem rangu mogoče tudi dobite že kakšen TV drug. Seveda pa ima prednost, da je prenosen in ga lahko vzamete posod, ter imate dober TV tudi na dopustu, kamorkoli že greste. Itak pa je fino še to, da imate stojalo, da ga lahko smete v strop, da je lepa minimalistična naprava, ki zauzame malo prostora in da tako dobro zna avtomatsko naravnati sliko. Samo je vse to vredno 1000 evrov. Midva mislila, da se vam splača še majčkeno počakati in ga kupiti, če ga boste dobili v kakšni dobri akciji s kakšnimi hudimi Samsungovimi slušalkami, ali pa da se mu malo spusti cena čez cajt. Freestyle projektor je dobra naprava, ampak trenutno je glede na vse svoje spekse mogoče še majčkeno predraga. In pa konc koncev, a tole nadomesti nek normalen flat screen TV? V enih situacijah recimo prenosljivost, da ga lahko uporabljate na dopustu, v drugih situacijah pa spet ne, kot recimo kvaliteta slike, ki še ni čisto na enakem nivoju, sploh če sam prostor ni dosti temen. Ampak je pa super naprava za prvo generacijo takih produktov, bravo Samsung, in če boste dali ven še kakšno generacijo tega, bo maybe kmalu tudi lahko pariral TV-jem.
Tako da, ja, to je bila najna ocena Samsungovega projektorja Freestyle. Upava, da mi je bil video všeč in da vam bo pomagal pri nakupu. Link do spletne strani za nakup naprave bo tukaj spodaj. Še enkrat se zahvaljujeva Samsungu Slovenije, da nam je omogočil ta video s tem, da nam je napravo posodil. Vam, cenjene naročnice in naročniki, se zahvaljujeva za ogled tega videa in že kmalu se vidimo v naslednjem videu. Čau!